Živjo! Danes si bomo pogledali, kako iz indiferenčnih krivulj izpeljemo krivuljo povpraševanja. To je tudi naloga, ki jo bomo delali na vajah. Naloga se glasi, da imamo na grafu, ki je tudi pred vami na videu, 3 indiferenčne krivulje za dobrini x in y, dohodek pa znaša 120 denarnih enot. Naloga pa nam pravi, da moramo izpeljati krivuljo povpraševanja po dobrini x. Torej, dobrini x, to je dobrina, ki je na x osi. Zato, da bomo lahko izpeljali krivuljo povpraševanja, moramo ugotoviti, kakšna je cena dobrine x v vsaki od 3 situacij, ki so pred nami. Torej, zanima nas cena 1, cena 2 in cena 3. Če torej gledamo zdaj tale naš prvi optimum, torej prvo dohodkovno premico in pa prvo indiferenčno krivuljo, vemo, da v tejle točki potrošnik ves svoj dohodek porabi za dobrino x. Torej vemo, da če potrošnik ves svoj dohodek porabi za dobrino x, lahko kupi 10 enot dobrine x. To pa pomeni, da bomo lahko izračunali ceno 1, torej ceno v tej prvi situaciji dobrine x, tako da vzamemo formulo, da je dohodek vlomljen s ceno 1 je 10. Vemo pa tudi, da je dohodek 120, torej vemo, da je 120 vlomljeno z 10 je cena 1. Cena 1 je torej 12. Količina 1 pa je 6, to pa lahko razberemo tukaj iz našega optimuma. Pri ceni 12 potrošnik v optimumu troši 6 enot dobrine x. Enako sem zdaj naredila tudi za ceno 2 in količino 2, torej izračunala sem, da je cena 2 6, torej v drugem optimumu, ki je zdaj obkrožen, potrošnik troši 12 enot dobrine x po ceni 3. Če pa je cena dobrine x 4, pa bo potrošnik v optimumu trošil 13 enot dobrine x. In zdaj, kot vidite, spodaj sem jaz že narisala krivuljo povpraševanja. Čisto preprosto lahko mi te podatke vnesemo v nov graf. To je naš klasičen graf z količino na x osi in ceno na y osi in imamo podane v bistvu 3 točke. Te 3 točke smo zdaj vnesli v tale graf. In ko te 3 točke povežemo, dobimo v resnici našo krivuljo povpraševanja. Pri ceni 12 potrošnik troši 6 enot dobrine x, pri ceni 6 troši 12 enot dobrine x, pri ceni 4 pa 13 enot dobrine x. Za boljšo preglednost in predstavo smo lahko ta graf narisali kar pod graf indiferenčnih krivulj, da se res natančno vidi, kako se te točke prenesejo na našo krivuljo povpraševanja.